Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Zadnji meter. Danes se mi je pridružil lastnik in direktor marketinške agencije Medwise, Sašo Palčič. Sašo, hvala, ker si vzel čas, da si prišel. Malo povej ozadje, kako si prišel do tega, da si danes lastnik pa direktor marketinške agencije. Da ti povem celo zgodbo, moram skočiti v bistvu precej veliko nazaj v zgodovino, in sicer jaz sem nekega dne sem sedel v pisarni študentske organizacije, pozvoni telefon in na drugi strani pravi oseba: "Živjo, pač iščemo neko novo vodstvo študentske sekcije Društva za marketing Slovenije, nekoga, ki bi to prevzel." Jaz tega v bistvu v tistem trenutku nisem imel časa, ker sem vodil študentske organizacije takrat na Ekonomski fakulteti in si je v bistvu za tisto leto kolega prevzel, jaz sem v bistvu potem naslednje leto se pridružil. In na ta način sem v bistvu zaplavil v svet marketinga. In potem v bistvu v tej študentski sekciji sem tekom let v bistvu spoznal še en kup enih kolegov, ki nas je v bistvu družilo neko to zanimanje do marketinga, in potem, ko smo zaključevali fakulteto, smo pač ugotavljali, kaj bi zdaj pač počeli, ne. In v nekem trenutku se nas je v bistvu ene par znajdlo, ker nam je bila mogoče ta marketinška smer zanimiva, in smo rekli: "Okej, kul, dajmo narediti agencijo." Tako da tako je v bistvu potem ta agencija nastala. Potem so v bistvu ti kolegi tekom let iz različnih razlogov ugotavljali, da mogoče to ravno ni njihova smer, kamor bi jih, kjer si ga vidijo v preostanku življenja. In sem potem v bistvu na koncu ostal sam, no, ampak tako nekako sem v bistvu po spletu naključij, dajva temu reči, no, postal v bistvu, ne, kot si me uvodoma predstavil, lastnik in direktor agencije. Koliko časa, koliko let se pravi obstaja ta firma? Zdaj bo v bistvu počasi bo 15 let. 15 let, in to je bilo tvoje prvo podjetje. To je bilo moje prvo podjetje. Sem sicer že, dajmo reči, že prej imel neke nastavke podjetništva in podjetnosti, ne vem, v študentskih časih sem, ne vem, študentske zabave organiziral, pa neke take variante imel, ampak tako, da smo se nekaj šli zares, da je bilo pa v bistvu to neka taka, ja, ta prva zadeva, no. In od kje strast do marketinga? Mene je sicer vedno bolj zanimala psihologija. Ne toliko zelo, da bi jo šel študirat, bolj tako, da sem pač o tem veliko bral. In potem v bistvu sem do marketinga pa v bistvu le majhen korak, ne, tako da, in potem pa iz tistega naključja, ki sem prej razlagal, no, sem se v bistvu znašel v tej študentski sekciji in potem začel spoznavati ljudi in potem malo več vedeš o marketingu in potem se kar naenkrat noter. Tako nekako se je v bistvu ta zadeva zgodila. Mogoče spremljamo, a ne, tvoje objave na LinkedInu, kjer si precej aktiven. Je marketing ogromen psihologije, tako kot si že zdaj rekel, ogromen metrik, se pravi veliko merljivih podatkov. In če bi recimo nekomu, ki nima pojma o marketingu, ki mogoče marketing vidi, da je tudi malo negativno, povedal, kje je tista razlika med tistim marketingom, ki deluje, ali pa med tistim bullshitom, ki ga marsikdo prodaja, da recimo svoje storitve lahko proda. Pa jaz mislim, da jaz se običajno tudi tako predstavljam, no. Če imaš ti ful dober produkt, rabiš relativno malo marketinga, ker se ti produkt, karikiram, prodaja sam od sebe. Če imaš ti malce slabši produkt, ali pa dajmo reči produkt, ki je zelo podoben vsemu ostalemu, kar na trgu obstaja, ali pa ima mogoče neko manjšo razlikovalno prednost, pa rabiš ti v bistvu ful veliko marketinga. Če imaš pa ti res čisto kurčev produkt, pa njega rabiš pa nenormalno veliko, in to so pa običajno predvsem te situacije, o katerih ti zdaj razlagaš, ko se nekdo neravno posrečeno ali pa mogoče malce nerodno loteva marketinga, in je v bistvu to ta del marketinga, zaradi katerega gre potem ljudem v bistvu ta zadeva malo na jetra, ne, ker obstajajo tudi recimo obstajajo tudi ful dobri deli marketinga, ne, obstajajo vrhunski oglasi pač o marketingu, obstajajo ful dobre marketinške aktivacije, ampak tako kot pri vsaki zadevi pač tudi tukaj obstaja spekter, ne, verjetno neka Gaussova krivulja, pač v enem delu so pač te vrhunske zadeve, v drugem delu je pač tisto res najslabše, večina je pa pač ravno nekje vmes, ne. In kdaj deluje? Zdaj tako čist za laika, ker dostikrat vidimo en oglas, recimo, ki se nam zdi totalno beden ali pa čuden, pa je mogoče res ogromen pritegne. Res tisto, da
enkrat, tudi če se slabo govori o eni stvari, da je to dober marketing lahko. Jaz mislim, da ko se enkrat začnejo pogovarjati o tem, o čemu se kaj govori, so verjetno že malo na meji nekega PR-ja, ne. Ampak jaz mislim, da pač marketing, a je dober ali ne, je pač odvisno od stranke, ne. Za neko zadevo, ki se je tebe dotaknila, ki je bila pač tebi všeč, ki mogoče nekomu drugemu sploh ni bila. Zate je pač to dober marketing. Tebe je prepričal, te je govorilo, si se mogoče na koncu odločil, da kupiš, ali pa boš imel samo v mislih naslednjič, ko boš pač razmišljal o tem, da bi kupil, ne. Kot rečeno, nekomu drugemu pa mogoče ta isti oglas ni. Tako da tudi marketing v bistvu ni univerzalen, v smislu tega, da je vsaka zadeva v bistvu vsem všeč, ker tudi niso vsi ciljna skupina. Tako da v marketingu je neka taka misel, ki jaz mislim, da je spet en del razloga, zakaj gre marketing mnogim ljudem na jetra, je pač it depends, ne? Ali pa vse je pač relativno pri nas, ne? Tako kot sem rekel, enemu nekaj všeč, nekomu nekaj drugega všeč, ne? In zdaj moraš ti ugotoviti, komu kaj, oziroma znotraj teh v bistvu razlik najdeti neko svojo srednjo šporo. In recimo v zadnjih 15 letih, kar imaš agencijo, si v tej agenciji, koliko je recimo sprememb, koliko se spreminja, koliko hitro se spreminjajo recimo trendi. Zdaj v zadnjih letih smo skozi bolj poslušamo o razni umetni inteligenci, koliko recimo ali to poenostavlja procese znotraj agencije, jih komplicira. Marketing je v bistvu ena taka zanimiva veda, ko enkrat vstopiš vanjo, ni da v bistvu stopiš ven iz fakultete in imaš neko znanje in ga imaš for life, ampak se pač ta field se konstantno spreminja. Torej 15 let nazaj, ko sem jaz tukaj začel, so bili ravno neki obdobji teh družabnih medijev, Facebookov, vse te neke platforme so se začele pojavljati, blogi so bili v bistvu še totalno na pohodu, ne, to so bili v bistvu pač tisti časi, ne. Recimo danes, ne, je pa pač doba AI-ja, ne. Vmes pa tisto, kar se ti dogaja, pač konstantno prihajajo, ne vem, nove platforme, novi pristopi, novi kanali in podjetja, ki pač želijo nagovarjati to svojo ciljno publiko, se morajo pač konstantno odločati, oziroma na eni strani razumeti platformo, ugotoviti, če je v bistvu njihova publika bistveno na njej prisotna, se potem odločati, če bojo vstopila v bistvu na to platformo, ugotavljati, če ima dovolj velike kapacitete, da se to grejo. In to se mi zdi, da je mogoče nekaj, kar je danes, zaradi česar je marketing tako kompleksen in na drugi strani pač težek, ker je v bistvu izjemno široko polje, znotraj katerega se moraš znajti, in v bistvu ne narediti preveč napačnih korakov, ker te pač vsak te stane. Ja, to že sam vidim, ko probam nagovarjati recimo, sicer bolj kot freelancer, ampak pri meni so resursi najbolj seveda časovni, se pravi, a ne, in ko nekam vlagaš čas, ga drugam ne moreš, ampak v bistvu vedno je pa en rezultat in informacija, ki jo dobiš na koncu. Saj ni nujno, a ne, da je rezultat vedno v prodaji ali pa v uspehu poslovnem, ampak mogoče neka šola, ki ti pove, da nekaj deluje ali pa ne. Mene je to tvoja analogija ful ljubo, v bistvu jo tudi sam dostikrat uporabljam in pravim, da za neko spremembo, ki jo želiš narediti, običajno rabiš pač ali človeške, ne, ali pa v bistvu finančne resurse. In potem se pač odločiš v skladu s tem, če imaš pač več ali manj. Zdaj, če imaš pač več denarja, boš verjetno nekoga najel, mu pač to outsourcal, ne. Mogoče dobiš še celo specialista oziroma večjega specialista, kot si sam. Če pa pač nimaš tega denarja v nekih situacijah, pa mogoče, ko si bolj na začetku, boš pa pač mogel vlagati veliko svojega časa, se verjetno po poti učiti, ne, in to je v bistvu pač neka, in skozi neke faze podjetja, ko pač greš, ne, se ti v bistvu te situacije menjajo, ne. Enkrat imaš več keša, enkrat imaš več časa in potem se samo odločaš, kaj vložiš. Tisto, kar lahko pogrešiš na koncu. Ja, zdaj, tule mislim, da se mogoče dotakneva debate, je marketing strošek ali investicija, ne. To je. Jaz mislim, da če v bistvu ti nekaj vložiš, pa se ti nekaj kratno povrne, ne, potem v bistvu niti ni, da pogrešaš, ampak dejansko pa če vložiš, ja, če pa fališ, pol si pa dejansko rabiš biti sposoben tudi pogrešati, ker si mogoče zgrešil in je bil pač to meto prazno in si vrgel neko količino časa in denarja stran. Drugače pa jaz mislim, da če ti v bistvu zadeva uspe narediti, kot je treba, in da dobiš pač nek return on investment, je pač marketing v osnovi investicija. Kaj pa recimo različni naročniki, različne velikosti firme, podjetij, recimo, če je neko bolj korporativno okolje ali pa manjša podjetja, koliko se tukaj tudi komunikacija ali pa postavljanje ciljev spreminja, koliko je razumevanje recimo marketinga kot takega, a ne. Ker recimo vi kot agencija niste samo izvajalec, ampak tudi neke vrste mentor, a ne. Tako kot si rekel, različni naročniki imajo različne želje, ne. Jaz vedno pravim, da pač, ko pridemo začeti delati z nekim naročnikom, smo lahko ali v vlogi izvajalcev
ali pa v vlogi svetovalcev. Včasih ima nekdo v bistvu že totalno izdelan plan in rabi samo nekoga za eksekucijo, včasih pa pač v bistvu nekdo ne ve, kako bo prišel do svojega cilja, takrat pa rabi dejansko neko usmerjanje, ti si temu rekel mentorstvo, jaz temu pravim v bistvu pač neko svetovanje, no, da v bistvu v nekem tem kompleksnem svetu, da se v bistvu nekako znajdeš, pa da se spraviš do cilja. Ne. Razlika med malimi in velikimi podjetji je pa razlika med tem, torej kakšni so budžeti na eni strani na voljo, je razlika v tem, koliko v bistvu nekih kanalov oni v bistvu že obvladujejo, ne. Razlika je v neki globini v bistvu nekega znanja, ne. Čeprav znotraj tega pa vendarle obstajajo tudi izjeme. Ne. Imaš torej lahko ti neko podjetje, ki se je sicer odločilo le za en kanal, ampak je ta kanal naštudiralo v bistvu pač do konca. Ne. Ker na drugi strani imaš pa lahko veliko podjetje, ki se odloči, da v bistvu skoči na veliko kanalov naenkrat in v resnici nobenega ne obvladuje do konca ali jim pa v bistvu zmanjkuje resursov za to, da bi jih v bistvu uspešno prepletali med sabo. No. To je specializacija. Ja, lahko bi temu rekla specializacija, obvladovanje kanalov, mislim, večina teh podjetij v osnovi niso eksperti za marketing, oni prodajajo neke svoje druge produkte in storitve, pač oni ta marketing rabijo razumeti samo zato, da svojo specializacijo, kaj da prodajamo. Redko kdaj je pa kdo izmed njih tudi specializiran dejansko za marketing. So specializirani toliko, koliko rabijo biti za to, da furajo svoj primarni biznis. Zdaj, v 15 letih, kar je ta agencija, na začetku vas je bilo več in so bile vloge verjetno tudi drugače postavljene. Si sčasoma prišel do vloge vodje. In ko si se ti spreminjal tekom tega procesa, se pravi, ker tudi biti vodja, voditi, da imaš nekaj čez 20 zaposlenih, ni majhna stvar in je ogromno ene odgovornosti. Kako se v bistvu človek spreminja skozi leta, ko ta odgovornost raste? Ker smo mi v bistvu to zgodbo štartali, smo se v bistvu tako nekako neravno razdelili vloge. Torej, eden je prevzel vlogo dizajnerja, ker je bil pač po svojem zanimanju obvladovanju dizajner, en je bil v bistvu pač IT-ovec, pa je v bistvu pač pri tem prevzel vlogo pač programerja, meni je bil v bistvu copywriter oziroma kreativni direktor. In jaz sem potem vzel tisto, kar je ostalo, ne? Ker pač nisem bil ekspert na nobenem fieldu, tako kot so bili pač ostali trije, tako da pri meni je potem postala, deva rečemo, neko vodenje projektov in prodaja. In jaz v bistvu zdaj, ko gledam nazaj, jaz najbrž ne bi šel tega podjetja delati, če ne bi imel njih treh, ker pač je tako, ker neko podjetje gremo delati tako, ne. Vem pa to zaradi tega, ker v bistvu potem, ko so oni v bistvu odhajali ven iz podjetja, ko mi je zadnji povedal, da odhaja ven, meni je bilo tako strah, tako nenormalno mi je bilo strah, kako bom jaz to pa zdaj sam zmogel, ne. Pač, prej si pač imel vedno nekoga zraven sebe, ker ne vem, s katerim si se lahko, ne vem, pogovarjal, obstajajo pač tudi kakšne težke situacije, pa greš potem, pa moraš čez njih, pa ti pač koristi, da lahko pač neko idejo predebatiraš in ko je zadnji rekel, jaz grem ven, je bilo meni tako, fuck. Ampak pač ja, pol nekako pač splavaš, greš čez, mislim, ne, na koncu ugotoviš, da pač gre, ja, mogoče je to, ne vem, še nekaj živčnosti in še kakšna neprespana noč. Kar se pa tiče vodenja ljudi, pa sem trenutno še po 15 letih še vedno mnenja, da tam nisem, kjer bi si želel biti. Mislim, to je pa verjetno ena izmed v bistvu najtežjih veščin za v bistvu se jo naučiti, ker v nekem svojem primarnem okolju, iz katerega prihajaš, te v bistvu tega ne naučijo. V redu, naučijo te v bistvu nekih osnovnih odnosov, relacij z ljudmi, ne naučijo te pa v bistvu nekega vodenja ljudi. Pa tudi, če so se pač prej pogovarjala v bistvu o razvoju marketinga, se tudi ta field v bistvu razvija tako neverjetno hitro. Ne? Torej, mava od nekega, ne vem, servant leadershipa do nekega bolj avtokratskega vodenja, do, ne vem, top-down vodenja, bottom-up pristopov in imaš v bistvu neko različno paleto različnih pristopov, ne? Zdaj pa torej ti kot osebnost si že v bistvu malo narejen, neke stvari izmed teh v bistvu ti itak pašajo, nekatere ti ne, pa tudi potem, ko v bistvu skozi čas ugotavljaš v bistvu, kaj ti sploh sede, rabiš v bistvu ta field sploh osvojiti. Oziroma rabiš v bistvu pridobiti neka ustrezna znanja, veščine, pač narediti nek svoj volumen flopov, da sploh vidiš, kaj ti v bistvu sploh funkcionira. No. Tako da ja, mislim, vodenje ljudi bi rekel, da je v bistvu pač, ne vem, ena tako najtežjih stvari, no, za se naučiti osvojiti kakorkoli. Zdaj, kakšen način je tebi najbližji? Mi smo se v bistvu 2 leti nazaj odločili, da v bistvu gremo v neko malce bolj klasično smer, no, in smo šli v bistvu iz, da reč,
klasične, hierarhično, matrično organizirane top-down ekipe vodenega podjetja, smo se odločili, da gremo v bistvu v smer teh progresivnih samovodečih organizacij. To je pač v praksi pomenilo, da se je v bistvu cela firma se je v bistvu v tem trenutku razdelila v bistvu na 4 ekipe. Te 4 ekipe so pač opolnomočene v smislu tega, da imajo, ne vem, vse finančne podatke, se sicer še malo lovimo, kako izgleda neka avtonomija, ker nam ne uspe spisati v bistvu nekega nabora pravil, da bi bil v bistvu kristalno jasno, okoli katerega se lahko sami odločajo, kje v bistvu potem rabijo mene, ampak osnovna ideja tega pa je, da v bistvu vsaka izmed teh ekip v čim večji meri v bistvu funkcionira sama. Tako da naša organizacijska struktura je trenutno recimo taka, no. Tako da to je zdaj nekaj, kar zdaj ene 2 leti v bistvu znotraj tega, mislim, ene 2 leti v bistvu to prakticiramo. Je to recimo za vodenje težje oziroma bolj zahteven kot navaden način, tisti hierarhičen? Zato, ker mislim, da tudi kot vodja, ne, kot lastnik moraš ogromno spustiti tukaj in ogromno zaupanja potrebnega v ekipo. Pa da se ta controlling oziroma mikromanagement, da se izloča iz vseh procesov. Ko smo mi to štartali, to transformacijo, ste mi Jaka in Nina, ki ste nas peljala čez to na začetku, rekla, Saša, ti se boš mogel ful spremeniti, ne, tudi, ne, pa je bilo meni tako, valjda ne, mislim, kaj se je spremenilo, pri z mano pa res nič ne robe, ne. Pa sem se zelo motil, ful se rabiš spremeniti. Mislim, vsaka reorganizacija, ne, v Sloveniji imamo v bistvu tako lepo misel, ne, da riba smrdi pri glavi, ne. Običajno, ko nekaj ni v redu v podjetju, je nekaj gor na vrhu, nekaj močno ni v redu, ne. Zelo redko se ti zgodi, da samo v preostanku podjetja nekaj ni v redu, vodstvo pa špila čisto vse v redu, ne. Tako da ne, ja, seveda, tudi na moji strani je v bistvu bilo treba ful stvari spremeniti. Jaz mislim, da v bistvu ta proces v bistvu še vedno poteka. Ko ti misliš, da si sicer vse v redu, ne, tako kot sem rekel, ni nič pri tebi narobe, da ti vsi v redu delaš, ampak potem, ko ti v bistvu pač začnejo nastavljati ogledalo, po poti v bistvu pač vidiš, da je pač daleč od tega, ne. In tudi za veliko stvari, ki so bile v bistvu prej narobe in zaradi katerih smo šli delati organizacijo, sem bil pač nenazadnje, mislim, kriv, odgovoren jaz, ker so bile pač to poteze, ki sem jih jaz potegnil, ne. A pa je do reorganizacije prišlo spontano, oziroma da si videl, da je tisti nivo dosežen, ki si ga lahko na tak način dosegel in rabiš spremembo? Ali kako si prišel do tega? Ne, če zares je do organizacije prišlo v bistvu bolj iz obupa, no, če sva čisto iskreni, kot pa v bistvu iz nekega navdušenja. In nam se je sicer zgodilo, torej naša pot je bila taka, torej leta 2021 smo v bistvu se znajdeli v finalu Zlate niti, imeli v zgodovini podjetja najbolj uspešno leto. To je bilo v bistvu potem po koroni, je bilo v bistvu to ne vem, je bilo mogoče malo krize, pa smo pa v bistvu to sestavili skupaj in v bistvu začeli leteti. In potem takoj naslednjo leto 2022 in potem vsa naslednja leta, pa v bistvu smo nehali rasti po prometu. In na drugi strani, ko v bistvu tekmujemo oziroma se prijavljamo, sodelujemo na tej Zlati niti, vsako leto nam je padel rezultat, ne. Zlata nit je za... Zlata nit je v bistvu to, ta izbor v bistvu najboljšega zaposlovalca po izboru zaposlenih, ne, kar pomeni, da vsi zaposleni dobijo anketo in oni pač glasujejo o tem, kako se počutijo, ne, kakšno delovno okolje jim v bistvu ta organizacija predstavlja, v redu, ne, kar pomeni, da je v bistvu, dajva temu reči neko objektivno v bistvu pač nek kriterij, ne. No, in v glavnem, no, so v bistvu rezultati pač te Zlati niti so nam padli, nehali smo rasti in pač jaz več nisem vedel, mislim, jaz potem probam to varianto, ono varianto, obračam stvari okoli, nisem vedel, kako njih pač obrnem in nič mi v bistvu ni delovalo, nisem uspel situacije pač obrniti okoli. In potem sem rekel, okej, zdaj pa dajmo pač narediti nek radikalen obrat, ker samo to, da se malo sem pa tja premaknemo, nam pač ni izboljševalo. Zaradi tega se je v bistvu potem zgodila ta reorganizacija. Je pa res, da je bila v bistvu na drugi strani to prva reorganizacija, ki smo jo sploh imeli. Kako je ekipa sprejela ta del? Ja, odvisno, en del v redu, en del pa v bistvu ne, ne. Potem, ko se greš v bistvu v to malo poglabljati, je tako kot vsaka sprememba, greš ti skozi neke te faze, torej faza žalovanja, faza zanikanja, se bo Sašo spet premislil, spet je pač neko idejo dobil, tako da tako. In potem pač ja, ko vedno bolj, ko greš pač v to noter in potem pač nekaj časa pač se pogovarjaš o tem in poslušaš, da koliko je bilo pa prej super, pa da sploh ni bilo tako hudo, pa gor pa dol.
In potem, ko si enkrat toliko noter, ko ugotovijo, da ok, to je zdaj zares, se potem začneš pač v to smer bolj zares pač premikati. Ja, ampak za en del ekipe je bilo v bistvu kar težko. No. Zdaj, če pogledaš stil vodenja, ta hierarhičen, kjer je v bistvu verjetno vse šlo od tebe dol in nazaj gor. In zdaj, ko so ekipe, ko se spremeni pol recimo način komuniciranja, je tega več, a je manj, pravil več, pravil manj. Nekdo, ki recimo ne pozna tega načina, da si lažje predstavlja. Zdaj, ko se pogovarjamo o pravilih, mi smo v osnovi firma, ki ima premalo pravil. Mislim, bili smo že prej in smo v bistvu še vedno zdaj. Tako da jaz mislim, da je to nekaj, kar mogoče za zaposlene pa za sodelavce v resnici pač ni najboljše. Ne? Jaz imam v bistvu nek svoj nabor v bistvu nekih specifičnih lastnosti, ne, znotraj katerih verjetno neko generiranje idej in ne, jaz sem v enem delu ta zažigalec kot ta psihološki profil, ki pač miče na vse okoli pač vse te svoje ideje, ne, ki jih imajo potem sodelavci težavo pobirati in jih v bistvu sproti spravljati v življenje, ker tako hitro letijo. Ne. Na eni strani, na drugi strani pa sem jaz potem v bistvu vse tekom te organizacije spoznal, da struktura pa mogoče ni tak moj forte, kot sem jaz mogoče včasih mislil. No. Rabiš pa, tako kot si rekel, zdaj za to, da greš v bistvu nek ta drugačen tip organizacije, znotraj katerega lahko v bistvu sodelavci sami funkcionirajo, pa rabiš imeti v bistvu neka pravila, da oni lahko vejo, da je v bistvu nekde v tem reče, da je igrišče narisano, da so ve, kje so črte, znotraj česa lahko igraš in kje so črte, čez katera ne moreš iti. No. Tako da zdaj gremo v smer, da rabimo v bistvu ta pravila, v bistvu pač še nismo tam, kjer bi si želel, da bi bili, no, pa mislim, da tudi sodelavce to v enem delu spravlja malo frustracijo, ampak da jih imamo dejansko več in da je jasno, kaj lahko in kaj ne. Ker nasprotnem primeru se mi zdi, da je ful težko delati. No, torej, če sem jaz edini v podjetju, ki pozna pravila ali pa jih ima mogoče v svoji glavi in potem nekdo izve, da pravilo obstaja šele, ko je načrti ali pa čez njo, ful težko igraš. Ne, tako da z tega naslova jih bomo pač rabili sestaviti, mislim še bolj. No. Kje pa je ta meja med preveliko pa premalo pravili, ker ogromno enih organizacij so potem tudi zaposleni oziroma tisti, ki so znotraj tega v krču, ker vedno neka omejitev, neko pravilo obstaja. Ali je to tudi v načinu komunikacije oziroma kako to podaš? Torej, dajmo reči, da sem zdaj v bistvu imel sem možnost preizkusiti situacijo, kjer imamo premalo pravil. S tem že imamo izkušnje in vem, da ni v redu. Nisem bil pa še na uni drugi strani, ker imaš pravil preveč, ampak si predstavljam, da tudi ni v redu. Ampak jaz mislim, da je to nekaj, kar v bistvu konstantno iščeš. Ne? Se torej v bistvu premakneš iz tle, kjer si, nekam bolj na drugo stran in potem spet, ko greš mogoče predelati, če spet malo nazaj odmakneš. Jaz mislim, da je to v bistvu itak neka fluidnost. Ne? Ker se tudi svet okoli nas se recimo pač spreminja, ne? Zdaj, če spet vzamemo pač recimo AI, ne? Jaz mislim, da zaradi AI bomo zdaj vsi mogli zelo drugače delati in pravila, ki so včasih veljala, zdaj ne bojo veljala več, če boš hotel, da še vedno pač si v koraku s časom in da te pač ne povozi čas. Koliko je tle v bistvu na koncu res komunikacija pomembna, ker to isto v prodaji, isto v odnosih, vodenju, če ne skomuniciraš stvari, če uvajaš spremembo. Enkrat vem, da sem se z nekom pogovarjal, ki je prav menedžer za spremembe v podjetjih, pa on dela po nekem procesu ATKAR se reče, če poznaš. Podobno pač, ne vem, prvo, kako ozaveščaš o spremembi, pol, da pridejo zaposleni oziroma del ekipe sami do tega, da je to potrebno, ker če jim ti vržeš pod nos spremembo, je za njih, tako kot si rekel prej, tisto zanikanje, krč, in kako to pristopati do tega, no? Meni je bilo spet všeč mi je bila ena misel, ki sem enkrat slišal, in sicer, da je cilj tega, da ti tako zelo veliko komuniciraš, da ti oni rečejo pač dovolj je, to že vemo. Ampak v resnici tako nikoli ne prideš do tega. Ker pač mi vsi premalo komuniciramo. Ne? Torej, ko jaz v bistvu ne vidim v tvojo glavo, ti ne vidiš v mojo glavo in edini način, da se mi pač pogovarjamo o tem, kaj počneva, da o tem komuniciramo. Težava je samo v tem, da mi na nek način nismo navajeni to po poti v bistvu pač ves čas početi, ne? Ampak ti v bistvu pač padeš noter v delo, padeš v flow in ti pozabiš, da rabiš ti vmes v bistvu nekaj razlagati, nekaj, ne. Pa se mi zdi pa, potem pa recimo nekdo, ki pa vodi, ne, in ki mu v bistvu leti skozi glavo v bistvu milijon idej ves čas, ne, je pa to še težje, ne, ker če ti v bistvu si podjetje, ki
relativno hitro menja smer, ne, in si bila včeraj si šel še v eno smer in potem si dobil drugo idejo in si že danes spremenil smer, imajo sodelavci težave, da temu ne more slediti. Zdaj, če pa ti še ne komuniciraš zraven, je pa samo tako, ta ladja je danes tukaj, včeraj je nekje drugje, mi sploh ne vemo, kako smo se tja znajdli, zakaj se je ta kurs obrnil in kam gremo tukaj naprej. Tako da jaz mislim, se strinjam s tabo, da komunikacija je pač izjemnega pomena, ampak spet še ena zadeva, ki nas nikoli noben ni naučil delati. In se potem po poti to učimo običajno the hard way, ne, da v bistvu na takšnih in drugačnih flopih. Ja, v podjetju recimo je, Aleks je rekel, delo, se pravi tisto, kar moraš narediti, pa komunikacija, to so pač sestanki ali pa komuniciranje in zdaj tudi neko razmerje vzpostaviti, da ni preveč tega, da se pol delo zaustavlja. In vprašanje, kako to narediti. Kako to narediti, ki je ta meja, recimo, ki jo postaviš, ali to se razlikuje od ekipe do ekipe, ali se razlikuje od profila ljudi, ki jih imaš, ali branže, v kateri si. Pa jaz mislim, da jaz to vidim tako, no, da spet na eni strani, kot sem rekel, rabo zarisa to igrišče, da rabimo vedeti, ne, kje sploh igramo. Potem rabimo imeti neka pravila, da vemo, po kakšnih pravilih pač igramo. Rabimo v bistvu vsi vedeti, kaj bi sploh radi dosegli, pa deva reči, da temu mogoče malo ustreza nek vizija, filozofija ali pa pač nek why, ne, in da v bistvu s tem imamo v bistvu nek ta osnovni frame postavljen, ne. Potem pa v bistvu po poti, ko se premikamo, se mi zdi, da je pa v bistvu še vseeno treba komunicirati, ne, v smislu tega, ne vem, svet okoli nas se v bistvu konstantno spreminja, ne, kaj bomo mi vezano na te spremembe v bistvu pač naredili, na eni strani, na drugi strani pač neke nove ideje, ki se noter dogajajo, kaj se z njimi dogaja, kaj je neka dinamika v ekipi, pa še ena zadeva, ki se mi zdi, da ful velikokrat v bistvu pač pozabimo, sploh tisti gor, ker vse skupaj vodimo, so neki follow-upi, ne. Jaz sem recimo grdo navado, da v bistvu potem neko zadevo vržem ven, prevlečem ven, dam neko najavo. Mogoče v bistvu za celo firmo malo premaknem ali pa spravim ven iz tega kurza, ne? In potem čez en teden ne dam nekega follow-upa, kaj zdaj s tem, smo premaknili, nismo čez en mesec, ne? In potem pač spet zgledaš samo kot nekdo, ki pač samo meče ven stvari, ne? Ni pa, da jih potem v bistvu polnaš, prevzameš, prepeleš od začetka do konca. Tako da, ja, komunikacija na eni strani, na drugi strani pa potem tudi neki redni follow-up, pa v bistvu neko spremljanje, pa ne imeti v bistvu preveč nekih žogic v zraku, no. To je recimo spet mogoče napaka, ki jo pri sebi opažam, ne, da pač mečem tiste žogice v zraku, v nekem trenutku jih imaš tako, pač več jih imaš v zraku, kot jih lahko v bistvu shendlaš. In je to potem težko tako zate, kot za sodelavce. Tako da mogoče tudi to žogce treba dajti dol pobirati, na sam gor dajati. To smo mi že v plavanju, recimo število informacij ali pa stvari, ki jih na enem treningu delaš, da ni preveliko, a ne, nekih navodil, ki jih dobiš, kaj moraš, na čem delaš v določenem trenutku, ker če ne, ni fokusa več. Se strinjam, no, ampak se pravi, veš, zdaj, unka samo meče to od sebe, njemu se mogoče zdi tako nič tazga, ne, unka pa proba potem to v prakso spraviti, pa tako ne morem, mislim, pač preveč je, oziroma saj kar rabiš narediti, je pač nekaj dol vzeti s krožnika, ne, ali pa, ne, všeč mi je ta analogija, le če je kozarc poln, ti ne moreš še več not naliti. Ti rabiš nekaj ven odliti, prej lahko še več not nališ. Samo dostikrat smo ljudje v svojih glavah, a ne. Se ne znamo postaviti v vlogo drugega, mislimo, da vemo vse, tako kot si rekel, da si mislil, da se ne rabiš spremeniti, v resnici pa ravno to, a ne, da moramo se naučiti razumeti tiste ljudi okoli nas. Jaz sem s tem imel ogromno težavo, ne, ker sem zmeraj mislil, da morajo ljudje tako razmišljati, kot jaz razmišljam, imeti enako visoke cilje ali pa enake vrednote, v resnici pa pol ti si tisti toksičen del v okolju, a ne, ker to zahtevaš od drugih, čeprav oni recimo niso tega zmožni. No, jaz mislim, da se pol malo se že pogovarja o tem, ne, kdo je primeren za vodjo, pa kdo ne, ne. Pa o tem, da, ne, to je ta večna debata, veš, a je vodja narejen ali je vodja rojen, ne. Jaz mislim, da če se ti odločiš, da greš v smer nekega vodenja, pač to pomeni konstantno delo. Ne, to, lahko se ti sicer odločiš, jaz sem zdaj, ne vem, najbolj pameten v tej sobi in boste pač vsi počeli tako, kot bom pač jaz rekel, ne. Ampak meni se v tem primeru zdi totalno škoda, da ti v bistvu nabiraš okoli sebe v bistvu neke ful brihtne ljudi, zato da jim potem ti kao razlagaš, kaj ne počnejo, ne. Recimo eden izmed flopov, ki se meni zgodil pred reorganizacijo, jaz sem pač dejansko pač v podjetju postal ozko grlo. Pač pri meni je bilo v bistvu toliko enih stvari nabranih, jaz sem se odločil, jaz sem razmišljal, jaz sem nekaj in so pač konstantno čakali vsi ostali mene. In meni pač to se mi je zdelo pač slabo in tudi to je bil pač en del razloga,
Pa si videl to ali nisi videl? Ali kako je prišlo? Mislim, jaz zdaj to, potem, ko smo v bistvu, mislim, jaz sem bil takrat, ko se je ta situacija zgodila, v bistvu potem zaradi vsega tega, že pač v takem krču, da nisem več tega mogel gledati, ampak potem, ko je bila reorganizacija mimo, ampak tekom reorganizacije, ko sem potem reflektiral za nazaj, zakaj smo se sploh znajdeli v vseh teh situacijah, sem v bistvu potem prihajal do teh nekih spoznanj, kaj nas je v bistvu vse do tja pripeljalo. In ja, pač, ne, v tem primeru sem jaz postajal ozko grlo, ampak tvoje vprašanje pa bilo v bistvu ja, ta pač, vodenje, no, torej lahko se odloči, da si ti v bistvu pač najbolj pameten in vsi ostali delajo samo to, kar boš ti rekel, ne? Ali pa v bistvu pač to vi delate skupaj, ne? In v bistvu pač nek potencial, kapaciteta drugih ljudi v bistvu dejansko pač koristiš, ne? In jih, ne vem, deva temu reči, ne ta neka naša smer v bistvu nekega te bolj progresivno samovodeče organizacije, jih dejansko na nek način povabiš v bistvu pač v neko soustvarjanje, no. Meni je v bistvu z vidika nekega razvoja, nekega potenciala posameznika v bistvu ta smer v tem trenutku bližje, no. Ne verjamem, ne, jaz tudi v bistvu sodelavcem povem, da jaz absolutno nisem mnenje, da sem najbolj pameten človek v našem podjetju. Jaz mislim, da so tam ljudje, ki so mnogo bolj brihtni od mene. Pač mene je samo v bistvu splet naključij me je v bistvu pač pripeljal do tega, da sem v nekem trenutku se pač odločil v bistvu narediti podjetje, pa še tako, kot sem rekel, s tremi drugimi ljudmi, no, da je v bistvu se nam je to neko tveganje v bistvu bolj enakomerno razporedilo, ker jaz mislim, da tudi ta risk je v bistvu glavni razlog, zakaj se v bistvu pač več ljudi ne odloči za imeti svoje podjetje. Ker pač to pol pomeni, da ne veš, a bo ta mesec bo plača, drug mesec ne bo plača, ukvarjati se moram s tem, da ne vem, iščem stranke, potem moram stranke servisirati in pač vse to v bistvu ful enega tveganja za sabo potegne. Tako da moja specifika je samo v tem, da se mi je to nekako zgodilo, pa pripravljen sem bil ta tveganje prevzeti. Drugače pa nisem mnenja, da sem tako najbolj pameten. In v bistvu to tudi velikokrat povem. To, kar večkrat govoriš, a ne, že v bistvu celo epizodo, je ta odgovornost pa iskrenost, oziroma brutalna iskrenost, ker recimo kot vodja se dostikrat, itak, če si najvišje pozicioniran, je včasih težko sprejeti kritiko, a ne, ali pa se ogroženega počutiš, če ti nekdo nastavi ogledalo. A si imel kdaj s tem težave? Mislim, na začetku zagotovo. Pač jaz mislim, da sem danes zelo drugačen vodja, kot sem pač na začetku bil, ne. Predvsem, tako kot si rekel, z naslova tega egota, ne. Jaz ne glede na to, da sem pač, to pa sem v bistvu nekdaj počel. Mi smo imeli recimo še na začetku podjetja, ko smo začeli, smo imeli v bistvu prakso, da smo vsak petek smo se usedli, pa smo si v bistvu pač en drugemu v bistvu podelili en predlog za pohvalo, v tistem tednu pa v bistvu pač en predlog za izboljšavo. Torej, mislim, neko pohvalo in predlog za izboljšavo. In to je bilo v bistvu ful težko početi. No, mislim, vzeti si poleg vsega staga, kot si rekel, normalnega dela, še čas za neko, v bistvu, neko tako refleksijo, ampak jaz mislim, da nas je v bistvu ta zadeva pač drastično ločevala od vsega ostalega in pomikala naprej, ker ti v bistvu konstantno reflektiraš, v bistvu dobivaš v bistvu pač nek feedback in ne samo oni, tudi jaz v bistvu, ne. Je pa to ful težko, ne. Mislim, jaz mislim, da tudi ni lahko direktorju dajati feedbacka, ne, ampak ja, ni ga niti lahko v bistvu pač dobivati. Jaz mislim, da nekje po poti moraš ta svoj ego v bistvu odložiti na strani, ker če bo ljudje v bistvu ugotovili, da ti v bistvu tega svojega feedbacka, za katerega sicer sprašuješ, potem v redu v bistvu ne sprejemaš, ti ga bo pač nekje po poti nehal dajati. V smislu, da nisi pač res iskren v tej svoji nameri, ne. To je podobno verjetno z idejami, s kreativnostjo, a ne, če jim ti rečeš, bodite kreativni, razvijajte, dajte predloge, pa jih pol ne upoštevaš, se ljudem to, mislim, se jim zdi malo za malo na koncu, oziroma ne vidijo smisla v tem. Ja, se strinjam, ampak dajva reči, da mogoče, če ti daš idejo, pa je nekdo ne vzame, si sicer ti mogoče užaljen, ampak če si pa ti nekomu daš kritiko, pa da je on narobe sprejme, si pa lahko ogrožen, oziroma lahko ogrožena tvoja služba. Tako da mogoče si mi zdi, da v bistvu je to podajanje nekega takega feedbacka še vseeno mogoče še majčkeno bolj agresivno. Mislim, tako, še malce bolj stresno ali pa nekaj, v kar se posamezniki niso pripravljeni dajati, kot pa mogoče v bistvu samo pač dati neko idejo, pa da ti jo potem nekdo ne vzame, no. Se mi zdi, da vodju dajati nek negativen feedback je še težja zadeva. Ja, samo moraš pol kot vodja biti dovolj zrel, a ne, da to sprejmeš, ali pa da rečeš, se ne strinjam s tem, ampak hvala, ker si podal to mnenje. Meni so ful zanimive so mi recimo, ne, potem izkušnja nekih drugih situacij, ne, recimo kolega, ki dela v bistvu za
za eno kitajsko podjetje tukaj v Sloveniji, ne, in ima v bistvu ogromno je v bistvu tukaj prisotnih njegovih kitajskih sodelavcev. Pri njih pravi, da je pač reden ritual, da v bistvu se vsi sodelavci v bistvu dobijo na kup in v bistvu kritizirajo direktorja. Ne. In on se njim za vsako tako kritiko ali pa predlog za izboljšavo dejansko iskreno zahvali in je pač res hvaležen in on to vzame in se bo pač s tem ukvarjal. Ampak to je kultura, ki je pri nas ne poznamo. Ne? Mislim, pri nas, če ti pač enemu direktorju rečeš, kaj z njim narobe, pač moraš resno pomisliti, da boš jutri še imel službo, ali v bistvu ne boš imel službo, ne? Ker kdo pa sedi, da boš direktorju razlagal. Ne? Ampak jaz mislim, da tudi zaradi tega pristopa smo ti tle, ker smo. Ne? Ja, sej, če je direktor za to, da vodi, pa da raste, ne za to, da je vodja. Mislim, a si ti samo vodja zaradi pozicije, ali si zaradi tega, da rasteš? Ja, ampak recimo, če ti pogledaš v bistvu neko tipično slovensko podjetje, je v večini primerov malce večja obrtniška delavnica. Ne? Imaš v bistvu enega človeka, ki je bil v bistvu na nekem fieldu, v bistvu pač ekspert, ta field je obvladal, podjetje mu je začelo rasti, ne? In on mora v bistvu v nekem trenutku se pač odločiti, ali je v bistvu sploh še primeren za vodenje tega podjetja. Ne? A veš, recimo neko tako spoznanje, vsaj moje zadnjih let je bilo, da se bom mogel nekaj po poti odločiti, da želim biti v bistvu lastnik ali direktor. Ker to sta dve totalno različne naloge. Vsaj v slovenskih podjetjih pa v bistvu jaz vidim ful enih v bistvu pač ljudi, ki imajo tako, ne vem, podjetja, ranga, ne vem, velikosti, nekaj 100 ljudi v bistvu zaposlenih, ne, in on še vedno sedi na obeh stolih. Ne, ali pa mogoče še celo proba pripeljati na pozicijo direktorja koga drugega, pa mu potem v resnici ne pač pusti dejansko upravljati tega svojega dela in potem je v bistvu presenečen, ko pač človek čez nekaj mesecev pač gre. Ni, ta ego je v bistvu je ful težka zadeva, ful težko ga je v bistvu pač, ful težko ga je spustiti, ampak jaz mislim, da pač nekje pač prideš do nekega platoja in če v bistvu to ne spustiš, preprosto ne boš šel naprej, oziroma se boš pač ves čas vrtel v krogu in razlagal, da je z vsemi ostalimi nekaj narobe, v resnici je pa pač s tabo. Doskrat je, mislim, da je do Slovenije ful visok procent, ne vem, če samo v Sloveniji, ampak teh podjetij, ki ob prehodu na mlajšo generacijo, recimo družinskih podjetij, ko pridejo nasledniki, propadejo. Tudi v SBC je bilo veliko o tem govora, zakaj je razlogih. Eno je pač to, da res lastnik oziroma direktor ima vse informacije in jih ne preda naprej. Drugo je, da nekdo, ki je zgradil podjetje, ga je na nek način zgradil in ga mogoče mlajša generacija pol ne zna zgraditi, naprej peljati. Ampak moje vprašanje je bolj vezano na to, recimo, ko sem ustvarjal startup, jaz sem na neki točki začel čutiti, da je to nek otrok, da si čustveno navezan na to, na idejo, na to, da nekaj ustvarjaš, da je tvoje ime napisano tam ob DOO-ju, so lastnik, da te ljudje tako kličejo CEO ali pa co-founder. In to je tako ena taka čustvena povezanost, identiteta, ki si jo zgradiš. Ampak ravno na tak način lahko pokoplješ podjetje, ker sebe povezuješ z nečim, kar je v bistvu ločeno, bi moglo biti ločeno. Poslovne odločitve so čisto drugačne od osebnih odločitev, oziroma veliko širše. Jaz grem pa recimo v drugo smer, pa sicer težko zdaj v bistvu, težko res potegnem črto, kaj je razlog za tem, ne, ampak jaz torej v bistvu pač prihajam čisto iz nekega drugega okolja, še ne vem, še z neke tako mogoče z neke, ne vem, moja osnovna družina je še bolj v neki tej socialistični miselnosti vse skupaj delovala, ne, pogovarjali smo se pač o privatnikih in večinoma so bili v bistvu to ljudje, ki so bili pač z nekim takim slabšalnim tonom označeni, da je v bistvu so na neke čudne načine prišli do v bistvu tega svojega kapitala, ne. In jaz recimo, ne vem, kadar se sprehajam okoli ali pa ne vem, se predstavljam, jaz se skoraj nikoli ne predstavljam, kot da jaz sem pa lastnik in direktor podjetja, ne, ti si bi sicer predstavil, ne. Jaz samo rečem pač, jaz delam v nekem podjetju, tako da, ne vem, ful mi je, počnem to sicer, ampak ni pa zdaj to tako močen del te moje identitete, da bi jaz v bistvu na glas razlagal, da jaz pač to sem in da je to v bistvu glavni del moje predstavitve, jaz sem lastnik in direktor podjetja. Tako da, ne vem, jaz v tem delu mogoče, ne vem, malce drugače gledam, tudi ko sem delal v bistvu to podjetje, nisem ga recimo pomenoval po sebi, želel bi si recimo in sodelavcem redno ponujam neke različne priložnosti, da ne vem, malo oni stopijo v ospredje,
grejo nekam predavati, se nekam, ne vem, nekaj pišejo, ustvarjajo, kakorkoli, ampak da nisem torej jaz tisti edini, ki v bistvu tam pač v ospredju pač obstaja in da je to v bistvu totalno vezano samo z mano, ker ja, v praksi pa vidim v bistvu več škode tega. Mogoče na začetku je super, ker si ti majhen, ne? Da si ti pač edina faca in glavna faca, ampak ko ti greš skozi neko velikost, jaz mislim, da ti to začne bremzati najkasneje takrat, ko si ti pogoj in si hoče delati zgolj le s tabo. Mislim, potem si ti lahko for life v one man band in ne, jaz mislim, da ti rabiš v bistvu to nekako razdeliti in v bistvu vse ostale dvigant in reči tudi oni so eksperti, pa tako kot sem že prej rekel, jaz mislim, da nekateri še ful večji kot jaz. Ja, se tukaj že pol tista stvar, ki si prej omenil, a ne, da na 200 točkih ne moreš sedeti. A si ti produkt oziroma, dobro, jaz mogoče imam res drugačno izkušnjo, pa nimam take, a ne, nikoli nisem vodil firme z 20 plus zaposlenimi, sem pač bil še zaenkrat ne, ampak nimam te izkušnje. In se enkrat sva se pogovarjala, ko sva se o coachingu pogovarjala, si mi direktno zelo dobro rekel, da ti mene ne bi vzel za coacha, a ne, ker nimam take izkušnje, ki bi mi lahko zaupal. In to je pač dejstvo. In ne moram o tem govoriti, a ne. Ampak sem hotel to reči, da tisto identiteto, ki se vežeš na to, a ne, se to verjetno na začetku, ko si mlad, mogoče malo bolj ego paše, mogoče neke te napisi zraven tvojega imena, na koncu, ko pa v bistvu daš nekaj življenja čez, pa vidiš, da so to zelo ali pa precej nepomembne stvari in na koncu šteje bolj, kakšne odnose ustvarjaš, kakšne pogoje za druge ustvarjaš, pa tudi zase na koncu, a ne. Pri tem coachingu me recimo ful mi je zanimiv v bistvu nek tak, da recimo, ne vem, vzamemo fuzbal, pa košarko nima veze, ne. Skoraj nikoli ni v bistvu kaj najboljši coach, tudi v bistvu bil najboljši igralec. Ampak pač on je bil mogoče nek čist povprečen igralec, tako da jaz mislim, da so to tudi v enem delu malce različne vloge. A veš, ti za najboljšega igralca rabiš imeti en skill set, za najboljšega coacha rabiš imeti totalen drug skill set, tako da ne pomeni nujno, a veš, ni v bistvu tle neke korelacije, da če si eno, potem boš v bistvu tudi druge, no. Tako da, ne vem, sam neka taka misel vezana na coaching. Ja, meni je bilo, ko sem bil v športu, izjemno zanimivo opazovati različne trenerje, kako so delali, a ne. Ali tudi v ekipnih športih ali pa v individualnih športih, recimo na Nizozemskem. No, to v bistvu mi je bila ful zanimiva izkušnja na Nizozemskem, ker jaz sem bil izjemno navdušen nad unim trenerjem, nad njegovim načinom vodenja, komunikacije, recimo njegovi lastni plavalci so se mu pa totalno upirali in so njegov sistem videli kot preveč omejujoč, se pravi za njihova življenja. Tako da v bistvu neko leto ali dve potem, ko sem jaz šel od tam, a ne, ko sem pa izvedel, da dejansko so njegovi plavalci izglasovali tako, da so njega zamenjali, a ne. Pa nisem mogel razumeti, da je to možno. In koliko ljudi drugače gledamo na tiste, ki so nad nami. A jaz mislim pa v enem delu tudi ljudje, v bistvu vse ljudi okoli nas gledamo skozi prizmo, ali so nam simpatični, nam niso simpatični. Ne? A veš, verjetno nekdo, ki deli neki isti pogled na življenje kot ti, ali pa neke iste vrednote, ali pa verjame v neke iste koncepte treninga, boš ti verjetno lažje z njim kliknil kot z nekom drugim. Pustva, ali so te njegovi koncepti res tudi v resnici boljši zate, to je zdaj druga zadeva, ne? Ampak ti boš pač preprosto lažje, ja, veš, tudi če vzameva neko najbolj, če greva nek ekstrem s človekom tvoje vere, boš ti preprosto lažje funkcioniral kot z nekom, ki je pač druge vere. Če si ti vegetarijanci in v bistvu se jed, bosta vidva spet malce težje v bistvu pač šla bok o bok ali pa nekaj pač skupaj počela. Tako da jaz mislim, da so neki ti minimalni predpogoji, ki jih moraš v bistvu izpolnjevati, zato da v bistvu sploh ima zadeva, ne, tako kot neka rastlina, pač rabi imeti zemlja, rabi imeti voda, rabiš neke predpogoje, da zadeva sploh lahko zalaufa. Ne. In ta jaz mislim, da je isto, tako da ta tvoja zgodba gre najbolj pač v to smer. Pač tebi je v bistvu nekdo pasel, nekomu drugemu pač ne. Drugim pa ne, ja. Tudi dejstvo, da sem iz drugega okolja izhajal in imel prej drugačno izkušnjo, drugačno podlago kot oni, a ne. In če gremo majčkeno nazaj še, ki si govoril prej, mogoče bolj za zaključek, in malo provokacije mogoče, a bi rekel ti osebno, a ne, da je pol vodja, da se naredi ali da se rodi? Jaz mislim, da tudi če se rodi, se mora v vsakem primeru potem še narediti. Mislim, tudi če se rodi, se mora pol še narediti. Jaz mislim, da ne verjamem, da ti stopaš na ta svet in si rojeni vodja, ampak ti rabiš v bistvu neke skillse pridobiti, ti rabiš neke
skozi neke situacije pač iti za to, da ti lahko pač neki. Tako da jaz mislim, da jaz bi rekel, da prednaredi. No. Hvala. Hvala tudi, ker si si vzel čas, prišel, podelil svojo izkušnjo z menoj, z poslušalci, pa se je uspešno še naprej. Hvala, Darko.